Prav lepo pozdravljeni. Včeraj, 20. julija, je ljubljanski župan Zoran Janković z delegacijo obiskal Zagorje ob Savi. Ljubljanskega kolega je na občini sprejel zagorski župan Matjaž Švagan s sodelavci. Po predstavitvi najpomembnejših razvojnih načrtov občine Zagorje so si gostje iz Ljubljane ogledali središče Zagorja. Več o dogodku pa v naslednji informativni oddaji. Prejšnji teden se je začela sanacija zaradi plazenja oslabljenih opornih zidov župnijske cerkve v Čemšeniku. Gre za zahteven projekt, ki je primer dobrega sodelovanja med pobudnico in naročnico del občino Zagorje ob Savi, Ministrstvom za okolje in prostor, Nadškofijo Ljubljana ter župnijo Čemšenik. Prosili smo direktorja občinske uprave Zagorje, da nam pove nekaj več o tem projektu. Zaradi plazenja so se v Čemšeniku pričela dela na sanaciji podpornega zidu Čemšeniške cerkve. Bi nam zaupali nekaj več o tem projektu? Prav te dni so se začela pripravljalna dela za zgraditev novega opornega zidu pod cerkvijo v Čemšeniku. Gre seveda za sanacijo tega manjšega plazu v okviru večjega. Ta predvideva, kot rečeno, zgraditev opornega zidu. Hkrati pa bo cerkev s svojimi izvajalci in svojimi projektanti sanirala cerkev. Dela potekajo usklajeno, ker hkrati z graditvijo opornega zidu bo seveda cerkev v prvi fazi zagotovila statično varnost objekta, da se ne bi ta morda porušil ali dobil še večje poškodbe med samo gradnjo tega opornega zidu, ki pa je seveda v okviru te sanacije največji zalogaj. Gre namreč za vrednost okrog 1 milijona evrov. Nekaj več kot 700 tisoč evrov je občina Zagorje ob Savi pridobila iz naslova naravnih nesreč iz državnega proračuna, ostalo pa zagotavlja lastna sredstva iz občinskega proračuna. In do kdaj morajo biti dela dokončana, vsekakor pred zimo? Ja, zdaj ali bodo čisto pred zimo, vsekakor pa morajo biti dokončana do konca novembra. Namreč sredstva iz državnega proračuna so bila zagotovljena na način, da mora biti projekt, vsaj tisto, kar izvaja občina Zagorje ob Savi, izveden pred koncem letošnjega leta. In kdo je izvajalec? Izvajalec je podjetje Hipko, ki je bil najugodnejši na javnem razpisu. Morda velja omeniti še, da poleg opornega zidu, ki ga bomo zgradili, bomo izvedli tudi 8 horizontalnih vrtin nad cerkvenim objektom v sam hrib, s čimer bo po prepričanju strokovnjakov mogoče zajeti talne vode, ki se stekajo v globino in povzročajo plazenje na globini več kot 25 metrov. Če bo tudi to uspešno, bi morda lahko vsaj v deloma zajezili tudi gibanje tega velikega plazu, ki pa zajema skoraj celoten Čemšenik. Ob prazniku krajevne skupnosti Dol 28. junija se je začela tudi prenova osnovne šole narodnega heroja Rajka, natančneje podružnice Dol pri Hrastniku. Začeli so pri rušenju ostrešja na vzhodnem delu stavbe, odstranili nekaj oken in vrat ter renovirali dovoz, kjer bodo uredili nove inštalacije. Okolica šole je zavarovana z varnostno ograjo, zato je mimoidočim dostop do gradbišča onemogočen. Prenova naj bi bila končana do konca šolskega leta 2017-2018, do takrat pa bodo učenci šolo obiskovali v Hrastniku, v prostorih glasbene šole in prostorih krajevne skupnosti. Več pa v naslednjih informativnih oddajah. V Trbovljah so se začela dela na odseku od cementarne pa do križišča Sušnik. Gre za del večjega projekta in sicer obnove mestne vpadnice. V tem okviru bodo zgradili novo krožišče in popolnoma prenovili most pri pekarni. Na občini Trbovlje so ocenili, da bodo stroški celotne investicije segli do približno 1,3 milijona evrov, dela na tem območju pa se bodo nadaljevala tudi naslednje leto.
V soboto, 15. julija, je bilo na Vrheh tradicionalno srečanje borcev s prijatelji v počastitev 76. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, 76. obletnice ustanovitve OF, 72. obletnice osvoboditve ter 26. obletnice samostojnosti. Prireditev je vodil podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Primož P. Siter. Začela je s kulturnim programom, v katerem so se predstavile Cvetka Popovski in spremljevalna skupina Cvet v laseh iz slovenske Primorske. Nadaljevali so partizanski pevski zbor Zarja iz Trbovelj s slovensko himno. Slavnostna govornica poslanka Levice v državnem zboru Violeta Tomić je v svojem nagovoru zbranim med drugim poudarila, da je trenutna situacija kritična, saj je večji razkol med bogatimi in revnimi, ki jih je vse več in na vseh starostnih obdobjih. Bila je kritična tudi do trenutne politike slovenskega vodstva. Za naše gledalce je ob koncu poudarila. Zelo pomembno je, da ohranjamo vrednote NOB-ja, kajti NOB je bil tudi socialna revolucija in po osamosvojitvi Slovenije se je začelo potvarjati zgodovino, relativizirati zgodovino, tako da naša mladina včasih niti ne ve, kdo je bil napadalec, kdo branilec in kdo je imel prav in kdo narobe, k čemur močno prispeva tako imenovana neoliberalna politika vseh vlad od osamosvojitve. In z mehčanjem tega mnenja do narodno-osvobodilnega boja se je zgodilo, da smo zapravili socialno državo, da so nam prodali dokapitalizirana podjetja, da ljudje spet izgubljajo vse pravice, ki so jih pridobili z NOB-jem. In tega ne smemo dovoliti in moramo spet začeti se zavedati teh vrednot in vzeti svojo usodo v svoje roke. Zbrane sta pozdravila tudi predsednik Levice in poslanec v državnem zboru Luka Mesec ter predstavnik občine Trbovlje Kristjan Dolinšek. Uradni del se je zaključil s kulturnim programom, ki mu je sledilo tovariško druženje. Sledijo kratki oglasi. V EVJ centru Kisovec lahko kupite tudi zastirko za navrt iz lesnih sekancev. Zastirka se uporablja za posipanje po vrtovih in travnikih, okrog okrasnih grmovnic in sadnih dreves za zastiranje plevela. Z lesnimi sekanci lahko posujemo in uredimo pohodne steze, poti in označimo gredice. Les kot ekološki naravni material deluje dekorativno in okolju prijazno. Gre za proizvod iz slovenske smreke. Sekanci so pakirani v priročnih 50-litrskih vrečah. Kupite zastirko, da vas plevel ne prehiti. Ni da ni. Pri EVJ se vse dobi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Varno vožnjo lahko staršem častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišparaj pri zavarovanju, ne doživetjih. Z mobilno aplikacijo Drive. Varen drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. V petek, 14. julija, so v Zagorje zašli Beatlesi. Pravzaprav njihova posnemovalna skupina Help, The Beatles Tribute Band. V sklopu petkovih glasbenih večerov, ki so se v letošnjem letu preselili na mestno ploščad, so fantje 2 uri zabavali obiskovalce. Njihov zvok in videz sta zelo podobna originalnim Beatlom. Kvartet je mednaroden, saj v njem igrata Slovenca Gašper Oblak in Žiga Stanonik ter Američana Ernie Mendilo in Robert McKenzie.
Navzoči so lahko poslušali uspešnice iz celotnega obdobja ustvarjanja originalne skupine, za pokušino pa vam predvajamo. Društvo prijateljev mladine Trbovlje je tudi ob letošnjih poletnih počitnicah poskrbelo za kvalitetno preživljanje prostega časa najmlajših občanov. Počitniške dejavnosti potekajo julija in avgusta, nekaj več o samem programu pa nam je za našo televizijo zaupala sekretarka društva Laura Izgoršek. Na Društvu prijateljev mladine Trbovlje smo že pričeli s poletnimi počitniškimi dejavnostmi, sicer 3. julija, in bodo potekale vse do 31. avgusta, torej vsak delovnik med 9. in 13. uro. S tem, da omogočamo seveda staršem tudi dodatno varstvo, to pomeni, da otroke lahko pripeljejo že pred 9. uro in če potrebujejo, z nami ostanejo tudi dlje časa, do 3-4, nekako tako smo starši dogovorjeni. Trenutno se izmenjuje dnevno približno tam okrog 35-40 otrok. Glede na lepo vreme večino časa preživljamo na bazenu, ostale dni pa malo športnih aktivnosti, malo ustvarjalnic, družabnih, socialnih iger. Delamo na tem, da je predvsem za otroke pestro, da se za vsakega nekaj najde, saj naše dejavnosti obiskujejo otroci vse od 5. leta starosti pa tja do 14-15. leta. Tedenski program smo začrtali nekako tako, da poteka tematsko, in sicer letošnje leto na temo pravljic. Da skupaj z otroki vsak teden preberemo kakšno pravljico, poučno, zanimivo, da se o tem pogovorimo, in potem so tudi vse dejavnosti, ki potekajo skozi teden, prilagojene na to tematiko. Posredovala pa nam je tudi nekaj podatkov o finančnem izkupičku nedavnega humanitarnega teka, ki je potekal v mesecu maju na stadionu Rudar. Letošnji 6. zasavski humanitarni tek je potekal v petek 12. maja, sicer med 8. in 20. uro v športnem parku Rudar Trbovlje. Tudi tokrat sta Igor Gošte in Mitja Duh praktično skozi ves čas tekla za Društvo za Downov sindrom, katerem smo v letošnjem letu namenili vsa sredstva. In sicer je bilo na teku zbranega 2391,34 evrov. Sredstva bomo namenili društvu in sami se bodo odločili potem, zakaj ti otroci najbolj potrebujejo oziroma zakaj jim bo ta denar prišel prav. Ob tem pa seveda se ETV Mediji in turizem del, Športno-humanitarno društvo Človek in pa Društvo prijateljev mladine Trbovlje v sodelovanju z Društvom Downov sindrom zahvaljujemo vsem, ki so nam na kakršenkoli način pomagali, da smo tek lahko izvedli. Bilo jih je kar veliko, tako da bom mogoče raje prebrala, da koga ne pozabim, in sicer za sodelovanje se zahvaljujemo in za donacije Zavodu za šport Trbovlje, Bodifit centru, kozmetičnemu salonu Petra Špilek, Zoranu Dernovšku, Raketka s prehranskimi dopolnili, potem Zana, sprostitev in svetovanje, Telekomov center Trbovlje, Naše okolje, parfumerija Refan, trgovina Lopari, Devesoft, Marko Rajevec za tiskanje majic, Dorjan, organizacija prireditev, EVJ Elektroprom, Stadion Bar, Zavarovalnica Triglav, Malgaj Trbovlje, Planinski dom Gore, Steklarna Hrastnik, Eti Izlake, potem Žepič Nejc, poslanec v Državnem zboru Marjan Dolinšek, Darko Kunič, ki je tudi tokrat povezoval in vodil program, David Bovski, novinarstvo SP, Mladinski center Trbovlje, knjižnica Toneta Seliškarja, ki je prispevala program, potem plesna skupina Mažoretk, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Varstveni delovni center Radeče, Fosili Band so nastopali, Nina
Maurovič, glasbenica iz Hrastnika, Primož Siter, Zavod za šport Trbovlje sem že povedala, potem Policijska postaja Trbovlje, Komunala Trbovlje, Območno združenje Rdečega križa Trbovlje, ki so poskrbeli za prvo pomoč, in Turistično društvo Trbovlje. Medijski pokrovitelji so bili pa Zon.si, Zasavski tednik, Tednik Družina, Radio Zeleni val in seveda glavni ETV. Poleg tega pa seveda velika zahvala tudi vsem posameznikom, vsem šolam, vrtcem, srednjim šolam, ki so se udeležili teka. Zahvala številnim družinam, posameznikom, ki so se tudi skozi ves dan zvrstili na Trbovljskem stadionu. V Zagorju je od 10. do 20. julija potekala že 54. slikarska kolonija Izlake Zagorje. Udeležilo se je 10 umetnikov, ki so prišli iz Rusije, Mehike, Kitajske in Slovenije. Vzporedno s kolonijo so potekali tudi drugi spremljajoči dogodki, kot sta otroška likovna kolonija in razstava del kitajsko-slovenske umetnice, akademske slikarke Huijin Wang v galeriji Medija. Uradna predstavitev udeležencev letošnjega srečanja in koncert Adija Smolarja sta potekala v nedeljo na terasi Delavskega doma Zagorje. V sredo 19. julija smo obiskali zaključno razstavo del sodelujočih umetnikov, ki je bila v stekleni dvorani Zagorskega Delavskega doma. Najprej smo se pogovarjali z umetnikoma, ki imata korenine tudi v Zasavju. Udeležili ste se letošnje slikarske kolonije Izlake Zagorje. Je to prvič? Prvič in sem zelo počaščena, da so me povabili, ker je to na pol moj mitološki kraj kot pol Zagorjanka. Namreč moje otroštvo, rojstvo je nekako vezano na Zagorje, moja mama je Zagorjanka. In je to eno posebno čustveno doživetje. Je bilo dosti navdiha? Navdiha je preveč, da ga sploh lahko v teh dneh izrazim, tako da sem bolj, kako ne rečem, kar s tresočo roko slikala to pokrajino in vsi ti vtisi, ker na vsakem koraku je domačnost. Moja govorica od moje mame, naša govorica, ljudje, ta res poseben karakter, ki ga imam rada in je res mehak. In ta pokrajina, no, to je pa v bistvu nekaj, kar se mi na novo odkriva, ker se nikoli nisem zadržala toliko časa, bili so občasni obiski kratki, ne pa 10-dnevno bivanje, Čemšeniška planina, vse, vsi te kraji, grički, to je popolnoma novo in vidim, da je res genius, loci, duh kraja, to obstaja. In tam, kjer si rojen, tam, kjer si napol si doma, to je posebno obnebje, ki te nekako določi. Zato sem tudi naslikala zvezde, sploh, ker bolj kot v Ljubljani vidim zvezde tukaj, je močnejša, manj svetlobne onesnaženosti. Ja, in kot moj osebni, bom rekla, mitični kraj, zvezde seveda, skrivnost, od kje sem, kaj sem, res moram reči, da je preveč občutkov, da bi lahko izrazila. Zdaj sem pa prepričana, da me bo za vnaprej, da me je ta kolonija kar majčkeno zaznamovala. Se veselim. Človek, ko gre k izvoru, zdaj slikar vedno išče tisti prav sliko, bom rekla, nek prav spomin, že tako ali tako, tudi če bi bil popolnoma izoliran v nekem ateljeju, ampak iti v svoj kraj, tistega svojega nekako izvora, to je pa res. Kaj pa stik z ostalimi slikarji, ki so sodelovali? Ja, tudi to ne morem povedati, kako močno se me je dotaknil. Vse te različne generacije, ko se srečamo na kupu, po naključju izbrane, brez da bi sami izbirali, to je res prelepo. Torej, dobrodošli naslednjič. Če se bo to zgodilo, bom vesela, če bo kasneje tudi. V vsakem primeru se bom pa vračala na ta kraj, v moj kraj. Hvala. Tudi vi ste se letos udeležili slikarske kolonije Izlake Zagorje. In kakšni so vaši vtisi? Moram reči, da nadpričakovanji, pogoji za ustvarjanje so enkratni, vreme nam gre na roko, tako da same pozitivne stvari. Res me je Zagorje presenetilo
Sam sem nekako tudi deloma domačin, rojen v Trbovljah in poznam zgodovino teh krajev. In moram reči, da je Zagorje od vseh teh treh velikih mest, naselij, se mi zdi najbolje prosperiralo in gre naprej in se razvija. Poznate knapovsko dediščino? Absolutno. Moja družina je vsa knapovska, tako da jaz sem zrastel gor z Funštercom pa tako naprej, tako da to mi je vse znano, to je zelo domače. Pa kdaj tudi koristite kakšen motiv iz tega življenja knapovskega? Moram reči, da niti ne, ker ti kraji so specifični, imajo svojo zgodovino, načeloma podzemno, jaz pa kot nek kontrapunkt rabim svetlobo in sem se z svojim opusom slikarskim premestil nekako na Mediteran. Tudi barve so vam take? Ja, seveda, si posledično je vse to, prinese za seboj in tu noter smo se našli in tu noter se razvijamo. Kaj pa navdih v Zagorju, mislim, kakšen je? Prosim? Za ustvarjanje, ja, veste, vsak umetnik prinese že nekaj s seboj, in začeti vse znova je težko, sigurno pa pečat krajina ljudje pustijo na delih, mogoče ne na prvi pogled, ampak z nekimi občutki pa jih vnesemo v naša likovna dela. Upam, da pridete spet v Zasavje. Absolutno, seveda. Umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje Milan Razboršek pa je za nas napravil kratek rezime letošnjega dogajanja. Končuje se letošnja slikarska kolonija iz Lake Zagorje, pa bi vas prosila za povzetek vsega, kar se je dogajalo. Ja, res je, danes imamo po programu še, kot vidite sami, izbor del za našo zbirko stalno in popis teh del in pa od zdaj od 12 do 4 popoldne bo tukaj odprta vrata, bomo imeli v stekleni dvorani, tako da lahko izkoristim priliko pa povabim vse, ki jih zanima, kaj je nastalo v teh 10 dneh oziroma 9 dneh, si lahko pridejo gledati do 4. ure. Drugače rezime, zdaj karkoli novega odkrito v teh 54 letih pravzaprav je skoraj nemogoče. Vedno znova poudarjamo, da je to enkratna in seveda tudi enkratna 54, nam bo več kolonija, letos je bila 54 po vrsti. No, kot pa je res ponavadi tudi ta izredno uspešna, vsi udeleženci so bili, moram reči to, seveda zadovoljni, ampak moram reči to, da mogoče zanimivo sta, da so letošnje leto popolnoma novi, čist novi, ponavadi se vračajo oziroma povabimo, ker vsak slikar lahko dvakrat pride na našo kolonijo. To pot pa ne, tako da so popolna nova garnitura, nova poznanstva, tudi iz tujine, nekaj novih imen. Tako da dejansko bivanje, perfektno nastanitev v Kumu, super. Še bolj super lahko rečem pa tale delovni pogoj tu v Delavskem domu. Vsi se pohvalijo, kajti, ko sami vidite, prostor je lep, svetov in to je za slikarje najpomembnejše. Ja, razstavo bomo pa videli tudi decembra, kaj ne? Ja, sej, to je že kar običaj nekaj vrsto let. 3. decembra za kulturni praznik bomo pripravili v galeriji Medija tu pod nami tolo razstavo in to bo seveda prva javna predstavitev teh del, tako da se že kar počas bomo takoj po dopustih pripravili na to. Bo pa tudi verjetno kakšna sprememba, kajti nekaj slikarjev je svoje dela še odneslo domov, ker glede na pač individualni slog slikanja, to zahteva določen čas in bojo še dodelali neke stvari in jih potem do oktobra seveda prinesli in seveda v tej priliki bomo tudi v koloniji oziroma v svetu kolonije v društvu natisnili katalog, tako da bodo tudi tisti, ki to zanima, so tudi najbolj že kar navajeni, dobili informacijo tako strnjeno v enem katalogcu. No, naslednja zadeva, ki je treba omeniti, je pa druga razstava te iste, mislim, kolonije bo pa naslednje leto junija v gradu Beltinci, ki je že tudi naš stalni spremljevalec in nekako smo že kar dogovorjeni, da se vidimo drugo leto pa v Beltincih.
Obstaja upanje, da se slikarji udeležijo decembrske razstave? Ja, Kitajci sigurno ne. Moram reči, da je tudi ena zanimivost. Ravno na to kolonijo zdaj me kličejo udeleženci lanske kolonije. Ne? Jaz moram reči, da se zelo radi vračajo. Ne? In ravno danes popoldne, ko zaključujemo, je vsaj 3 so me poklicali, da bojo prišli, ne? Lansko letni udeleženci, in da bojo malo pogledali, kaj so naredili. In ta kontakt, hoče reči, da ostaja tudi naprej. Ne? In zelo radi, če je le možno, pridejo. Lansko leto se jih je kar nekaj, predvsem ti, ki so pač iz Slovenije, pa tudi recimo z tega bližnjega konca, zelo radi pridejo. Moram pa ugotoviti naslednje, da je zelo velika gužva z njihovim časom, ne? Kajti vsi so tako zelo angažirani in tisti, ki pa so, doma pa zagotovo pridejo. Torej vsi se nekako navežejo na našo kolonijo. Ravno to so nam že naši predhodniki nekako položili na srce, ne, da vsaki pride sem, včasih nekdo malo skepse, ne ve kam pride, predvsem tujci je tako, ne, nek neznano okolje. 100% pa lahko jamči, da vsak, ki se je potem poslala, recimo jutri gorejo, je zelo težko Sloveniji, imajo dolgoletne kontakte in stike, tako da dejansko ta značilnost naše kolonije obstaja še vedno. Vedno so dobrodošli. Absolutno vedno dobrodošli in moram reči, da ravno tudi to nekako, ker mi imamo, Zagorjani že vedo, ne, predvsem tudi Zasavci zdaj že, pa tudi širše, da imamo tudi galerijo Medija, ne, in mi nekako tudi s to kolonijo, oziroma z galerijo Medija in s kolonijo nekako smo povezani, oziroma to je eno in isto praktično in se potem tudi te vezi nadaljujejo v galeriji z njihovimi razstavami, z razstavo njihovih kolegov, tako da je to praktično nepretrgana vez. Oddajo zaključujemo z veselo športno novico. Primož Roglič iz Strahovelj je zmagal na 17. etapi velike dirke po Franciji in s tem dosegel prvo slovensko etapno zmago na tej prestižni kolesarski tekmi. Nekdani smučarski skakalec, ki se je kalil na kisovški skakalnici, je pred 5 leti smuči zamenjal za kolo in poskrbel za pravo senzacijo v vrhunskem kolesarstvu. Za komentar smo prosili najponosnejšega med Zagorjani, župana Matjaža Švagana. Veselje v občankah in občanov Zagorja, celotne Slovenije, naš občan, moj občan, krajan, lahko rečem, da sem bil tudi med prvimi, ki sem v prvih sekundah čestital v svojem imenu, v imenu občank in občanov celotne Zagorske doline in tudi ga pozval, da želimo ga sprejeti v naši dolini, ko bo zaključil svoje delo v Franciji oziroma svojo tekmovalno pot v tem poletnem času in vsekakor pa še moj ponos je večji, kajti kot župan smo pred leti dal tudi županovo priznanje na slavnostni seji in tukaj se vidi, da tisto, kar že v začetku dajemo spodbudo, da na koncu nam tudi vračajo z največjimi zmagami svetovnega značaja. Tako da Zagorje je zopet na svetovnem zemljevidu. Torej se Zagorje pripravlja na sprejem? Vsekakor to ni privilegij, to je tisto, kar našemu Rogliču pripada. Iskrene čestitke Primožu tudi z naše strani in držimo pesti še za naprej. To pa je bilo tudi vse, kar smo za vas pripravili v tem dopustniškem tednu. Vabimo vas, da ostanete z nami še naprej. Poiščite si hladno senco in naj vam bo lepo, kjerkoli ste. Nasvidenje.